V začetku vojne so vojskujoče strani oblekle vojake v primerne uniforme in jim zavarovale glave s čeladami pred šrapneli. Moč pehote so povečali z uvajanjem vedno večjega števila mitraljezov. Proti koncu vojne so razvili puško-mitraljez, ki je bil lažji in zato primernejši za napad. Vojaki so pri napadih uporabljali tudi ročne bombe. Nemci so prvi uporabili plamenometalce. Na začetku vojne je bilo topništvo v prvi bojni črti. Na nasprotnika so streljali neposredno. Med vojno pa se je del topništva umaknil v zaklone ali za naravne prepreke in od tam posredno preko ovire, ki jo je predstavljal hrib, gozd, streljal na nasprotnika. Kako pomembno je bilo topništvo, dokazuje podatek, da so kar 64% žrtev povzročile eksplozije topovskih granat. Na nasprotnika so neposredno streljali s topovi, posredno pa s havbicami, možnarji in minometi. Topništva niso več uporabljali samo za streljanje na nasprotnikovo pehoto, ampak tudi za uničevanje nasprotnikovega topništva. Najmočnejše topniško orožje in orožje v prvi svetovni vojni nasploh so bili ogromni mornariški topovi, ki so tehtali tudi po več 100 ton. Sicer so bili nameščeni v največjih ladjah in obalnih trdnjavah, na kopensko bojišče pa so jih lahko premestili le po železnici. Uvedba tankov pomeni prelomnico v načinu bojevanja. Tank združuje mobilnost konjenice in ognjeno moč topništva. Kljub temu, da so bili prvi tanki počasni in z veliko tehničnimi pomanjkljivostmi, se je to orožje hitro izpopolnjevalo. Ena najbolj značilnih novosti v razvoju orožja je uporaba bojnih plinov, ki so jih na nasprotnika ob primernem vetru spuščali iz jeklenk v svojih jarkih proti nasprotnikovim jarkom, kasneje pa so jih z minometi izstreljevali na nasprotnikove položaje. Kot obrambo pred bojnimi plini so razvili plinske maske. Kljub temu, da so plinske maske velikokrat obvarovale vojake pred smrtonosnim plinom, pa je bilo gibanje in komuniciranje vojakov oteženo.